Mitja, hvala lepa, da si se odzval vabilo na naš prvi podcast Ozadja, ki smo si ga zamislili tako, da nam daje možnost pojasniti, se pravi ozadja nekaterih problematik, te seveda, ki so v tem trenutku najbolj pereče, pa tudi to, da morda odstremo kako tančico, a pa da morda pojasnimo neka stališča, ki se mogoče napačno pojavljajo v javnosti. In prav zaradi tega smo si seveda izbrali najbolj aktualno debato v tem trenutku, se pravi zakon o evidentiranju delovnega časa. V tem trenutku, ko se pogovarjava, še ne veva, kakšna bo končna odločitev ministra Mesca. Pa vendarle, prejšnji teden so bila pogajanja, ki so jih sindikati zapustili, in na novinarski konferenci so v bistvu tudi pojasnili, zakaj. Delodajalci imate na drugi strani, drugačna stališča in prav je, da tudi ta stališča lahko javno predstavimo. Pa bi začel najprej s tem, da v bistvu ta zakon o evidentiranju je spet eden od tistih zakonov, kjer nekako se zdi, da v javnosti prevladujeta ta dva pola črno-belo. Se pravi, na eni strani očitke delodajalcem, da ne želijo strožjega zakona, po drugi strani pa se pravi sindikate, ki želijo večjo zaščito zaposlenih. Ti si sodeloval, pri nastajanju tega zakona in pogajanjih. Kaj je pravzaprav na tem? Najprej hvala za povabilo. Moram te popraviti, v petek niso bila pogajanja. V petek je minister sklical sestanek, kjer naj bi vsak obrazložil stališče do nekih sprememb, ki jih je načrtoval. Dal je besedo obema stranema, tudi sindikalni strani. Sindikalna stran do vsebinskih pripomb sploh ni prišla. Proceduralno je zadevo zrušila in sindikati so to pogajanje zapustili. Zakaj? Ker oni so z zakonom, kot je zdaj zapisan, že ogromno pridobili in vsaka nadaljnja pogajanja bi šla samo v smeri, kako bi mogli del tega, kar je že bilo pridobljeno, vrniti nazaj. Mislim, da se tudi minister Mesec zaveda, da ta zakon je bil sprejet enostransko, da postopek ni bil pravilno speljan. Kljub temu, da velja neko prepričanje, ki ga nekateri ves čas ponavljajo, da je bil sprejet na ekonomsko-socialnem svetu. To morda bi bilo prav, da pojasniva, ker namreč to se pojavlja v javnosti, da naj bi bil zakon na ESS oziroma na ekonomsko-socialnem svetu takrat potrjen tudi strani delodajalcev. Zakon je bil uvrščen na dnevni red ekonomsko-socialnega sveta dvakrat, enkrat v juliju leta 2022, ko je bilo sprejeto poročilo pogajalske skupine. Predvsem smo takrat pozdravili to, da je bilo zakona umaknjena ta online evidenca po principu davčne blagajne. In potem je bilo nam naloženo, da do jeseni pripravimo dodatne pripombe, ki se jih bo spet ločeno obravnavalo. Na tej seji sta bila dva sklepa, eden, ki je potrjeval poročilo, drugi pa, ki nam je nalagal dodatno delo. Potem je bila pa ponovno to uvrščeno na sejo ekonomsko-socialnega sveta v drugi polovici septembra, kjer smo bili seznanjeni z delom te pogajalske skupine. Nismo potegnili nobenih zaključkov, zato je bil sklep seznanitveni in tudi tukaj drugi člen govori o tem, da je treba nedorečene zadeve še v nadaljevanju doreči v podzakonskih aktih. Tako da to stališče oziroma to, kar zagovarjajo sindikati, da smo se s tem strinjali, da pa se vlečemo nazaj, ni res. Mi z tem zakonom nikakor nismo bili zadovoljni, nismo čutili nobene potrebe, da se ta zadeva regulira. Mislimo, da je trg dela že tako pretirano reguliran. Nimajo pa vsi enakih težav s tem zakonom. V proizvodnih podjetjih je to običajen proces, da se registriraš, kadar prideš v službo in kadar greš iz službe. Glavni namen je avtomatizacija tega procesa, to pomeni tudi zajemanje podatkov, ki jih delodajalec rab pri obračunavanju plače.
Popolnoma nepotrebna je bila ta dodatna evidenca prihoda in odhoda na malico. Malica je naša pravica, ali se jo mi poslužujemo ali ne, to je stvar nas samih in naša odgovornost in zato nam tega noben ne more zapovedovati. Zdaj, to je ministrstvo takoj razumelo, da je to nepotrebno. Težje pa razumejo to, da je nepotrebna tudi evidenca točnega prihoda in odhoda, kajti nimajo vsi dela v enem kosu. Mnogi poklici imajo svoje specifike in nekatere specifike so bile v določenih zakonih kot izjeme tudi zajete, zdaj bi pa radi bili v tem zakonu vsi izjeme. Mogoče, če samo recimo pri tej točki se nekoliko ustaviva in jo bolj pojasniva. Pravzaprav si že omenil, neko klasično gospodarstvo, neka proizvodnja ima še najmanj težav verjetno s tem zakonom. Veliko več je tukaj nekih izjem oziroma ta zakon težje aplicira, v kulturi, v znanosti in podobnih sorodnih poklicih. Torej, tudi sindikati v končni fazi ne morejo biti zadovoljni s končnim besedilom tega zakona. S tem zakonom niso zadovoljni niti delodajalci, niti delojemalci v nekaterih dejavnostih. Tukaj so bili najbolj glasni športniki, trenerji in spremljajoča ekipa, predvsem pri sezonskih športih. Zelo glasni so tukaj tudi delavci v kulturi, v teh simfoničnih orkestrih. Oni se odpravijo na delo po večkrat na dan, na jutranjo vajo, na popoldansko generalko, na večerno predstavo. Podobno so novinarji, njihovo delo je tudi razporejeno čez cel dan. Razni obrtniki, vzdrževalci, mnogo je takih poklicev, ki jih ta zakon preveč omejuje. Zdaj, eden od takih poklicev je tudi šolstvo na vseh 3 nivojih. Tudi oni del delovnega časa opravijo na delovnem mestu, del dela pa odnesejo s sabo domov. Zdaj, najbolj so bili organizirani v tem primeru visoko šolstvo, kjer so si v svojem zakonu priborili izjemo. Zdaj, najbolj neobičajno pa je to, da je to področje, ki ga zastopa en glavnih sindikalnih zastopnikov, glavnih podpornikov tega zakona. Na eni strani si želi, da ta zakon za vse ostale velja, za njegovo področje pa ne. Skratka, pritiska na te izjeme je ogromno, vsi bi bili radi izjeme in če bi temu zadostili, bi praktično na koncu izpadlo, da smo klasično gospodarstvo edina izjema, zato ker nismo izjema v tem primeru in tega pač ne moremo dovoliti. No, to sem hotel omeniti, to zagotovo ne more biti rešitev, da v bistvu za zakon dodamo cel seznam nekih izjem. Kaj je pa potem rešitev, ki jo delodajalci zagovarjate? Vsekakor ne, kot sem že rekel, izjeme. Tudi ta izjema, ki je bila zakonsko že sprejeta, jo bomo osporavali v državnem svetu, bomo dali zahtevo na ustavno sodišče, da presodi to neenakost, ki je zdaj uzakonjena. Rešitev je to, da ta zakon ne velja za nikogar, razen za kršitelje. Mi nimamo težav s tem, da ta zakon za kršitelje velja, ker ne želimo zagovarjati kršenja zakonov. Kršitelji zakonov največkrat mečejo slabo luč na vse nas in zato se potem sprejemajo pač taki zakoni, ki bi čim bolj regulirali naše dnevne oziroma delovne procese, kar je pa nepotrebno. Kaj pomeni konkretno za kršitelje? V tem primeru bi bili neki strožji, verjetno pogoji, nadzori, podobno kot je to elektronsko evidentiranje. Ja, natanko to je bilo predvideno, to pomeni tam, ker inšpekcija najde večjo kršitev, naj bi se to podjetje potem vključilo v bazo kršiteljev, za katero velja drugačna zakonodaja. To pomeni, veljajo strožji predpisi. Mi se tukaj
zagovarjamo stališče, da je treba znati ločiti napako od naklepa, ne. Treba je videti, kje je bil dejansko naklep, to pomeni namen prevare zaposlenih in kje je prišlo do napake. Upam, da bojo to inšpekcijske službe lahko razločevale in dejansko kaznovale samo tiste kršitelje, ki so naklepno kršili zakon. Je bo vedno nek stalni izgovor, inšpektor je premalo, težko nadzorujejo stanje na terenu. Noben predpis ne bo rešil situacije, če ne bo nadzora. To velja povsod. Mi skozi pravimo, da treba je okrepiti nadzor in z nadzorom preprečiti, da prihaja do kršitev. Ministrstvo za delo je v zadnjih 3 mesecih tudi zbiralo pripombe podjetij. Mislim, da jih je prišlo okrog 200, če se ne motim. Si morda pričakoval, večji angažma podjetij? Zdaj, nekatera podjetja si niso upala poslati pripomb na ta zakon, ker so se bala, da se bojo znašla na seznamu tistih, ki bojo v bližnji bodočnosti deležne inšpekcije. Tako da največkrat so pošiljali pripombe na delodajalske organizacije, mi pa potem na Ministrstvo za delo, s tem, da smo določena vprašanja združevali, zato je mogoče število teh pripomb tudi manjše od pričakovanja. Od Ministrstva za delo nismo dobili neke analitike, kakšne pripombe so bile oziroma katere so bile najpogostejše. Rečeno nam je samo bilo, da so bile pač različne, da se proti zakonu pritožujejo tako delodajalci kot delojemalci in da je skupni imenovalec nekje na evidenci delovnega časa. Delodajalci lahko, če se držijo zakona, tudi otežijo koriščenje odmora za malico. Mi vemo, da v kolektivih, kjer vlada neko pozitivna klima, neko dobro vzdušje, ljudem ne štejemo minut, koliko časa se zadržijo na malici. Mnogokrat je malica tudi neke vrste sestanek, težko je potegniti ločnico med sestankom in malico. In tovrstna kontrola bi gotovo poslabšala to klimo, slaba klima pa ima za posledice tudi slabšo produktivnost. Tako da za nas je to absolutno največji problem, se pravi, so problemi pa tudi drugje, evidenca prihoda in odhoda. V debati z ministrstvom je bilo rečeno, treba je zabeležiti, kdaj si prišel na delo in kdaj si šel. Nekateri več ne pridejo na delo in ne grejo z dela, ker je pač njihovo delo del vsakdanjega življenja. Oni imajo nalogo, ki je lahko projektna, s točno določenim časovnim ciljem, ve se, kakšen obseg dela morajo opraviti in vejo, kakšna je potrebna kakovost tega dela. In to je merilo delodajalca, da je ta zaposlen izpolnil svojo dolžnost. Ker težko bi bilo tudi v bistvu potem definirati, kdaj si upravičen do večjega obsega, kdaj si upravičen do dodatka za nočno delo. Dileme so bile, ali profesor, ki popravlja izpit po 10. uri, potem lahko uveljavlja dodatek za nočno delo in tako naprej. Tako da te ločnice je zelo težko potegniti in jih tudi ni potrebno potegniti. Tako da jaz mislim, da se da delo normirati tudi drugače. V skandinavskih državah je znano, da pač imaš določeno pogodbo, kjer je določena tvoja naloga, ki jo opraviš, kot sem že prej rekel, v danem roku, v pravem obsegu in kakovost dela je tudi zelo pomembna. Meni se v Skandinaviji imamo kakšne primerjave z drugimi državami, a smo spet, kot le Slovenci, bolj papeški od papeža? Glejte, tukaj vsak pač izpostavlja svoje primerjave, svoje primere dobrih praks. Vsi več ali manj govorimo na pamet, nimamo nekih dokumentov, s katerimi bi zadevo argumentirali. Sindikalna stran pravi, da ta model, kot so ga želeli pri nas unesti, da ga zdaj uveljavljajo v Nemčiji. Mi nimamo teh podatkov, mi imamo podatke, da Nemčija želi zelo debirokratizirati vse vrste del oziroma na vseh področjih države.
Se pravi, določene informacije imamo iz medijih, nismo pa nikoli to uporabljali kot neke zapisane argumente v postopku sprejemanja tega zakona. Čisto za konec, na kratko, ker se nam čas že izteka. Sindikati so na novinarski konferenci nekako izpostavili kot razlog, da so odšli iz teh pogovorov, to, da je državni sekretar Židan sedel na strani delodajalcev. Kako komentiraš? To je bil slepi manever. Njihov glavni očitek je bil ta, zakaj država, minister, predsednik vlade nam daje neko prednost, zakaj so se z nami srečali, so o tem pogovarjali, predvsem o predpostavki, da je bil zakon na ESS-ju že sprejet. In tukaj je bila ta njihova glavna bolečina. Njihovi argumenti po moje ne zdržijo. Zdaj, kar je bilo izpostavljeno, zakaj je državni sekretar Židan sedel med delodajalci, to moram zanikati. Ni sedel med delodajalci, on je sedel v isti vrsti kot delodajalci, medtem ko dve predstavnici inšpektorata za delo pa sta sedeli med sindikalisti. Tako da, če se želimo tukaj primerjati, pa si to naprej kot neke argumente metati, najbrž ne bomo prišli do konca. Zdaj, se pravi, do samih vsebinskih pripomb pa oni niso prišli, ker argumenti verjamem, da niso na njihovi strani. Mitja, hvala lepa za ta pojasnila, glede na to, da ko pokrivaš take občutljive delodajalske tematike, verjamem, da bo še pogosto naš gost v podcastih Ozadja. Hvala tebi.